Lepo pozdravljeni v Marijini šoli življenja s patrom Tonijem. Danes bomo govorili o zdravljenju. Veliko ljudi se namreč v času bolezni ali stiske obrača k Mariji, ki jo vidi kot mater upanja in tolažbe. Kako Cerkev razume ozdravljenja, kakšno vlogo ima pri tem Marija in zakaj ljudje zaupamo v njeno priprošnjo, tokrat v oddaji s patrom Tonijem. Kako Cerkev Toni razlaga pojem ozdravljenja? Katoliška cerkev razlaga pojem ozdravljenja na ta način, da ni nek svetnik tisti ali pa Marija, ki ozdravlja, ampak da v bistvu ozdravlja Bog. Seveda si cerkev za vsako stvar vzame čas, se pravi, da preverja, da je to ozdravljenje. Poznamo več ozdravljenj. Najprej je lahko to telesno, ki ga mi vidimo, se pravi, da se ti izboljša neko stanje, potem je lahko tudi duhovno ozdravljenje, notranje ozdravljenje, tudi tako bom rekel tisto psihološko ozdravljenje, ko gre za ozdravljenje kakih starih ran, kakih globokih ran. Vsekakor, ko pa govorimo o telesnem ozdravljenju, kot recimo imamo v Lurdu na priprošnjo od Device Marije, ko so ozdravljenje, pa gleda cerkev v večjih stopnjah. Se pravi, najprej mora biti to resna bolezen, ki je dolgotrajna, resna, velika bolezen, ki je dobro dokumentirana. Potem se gleda, če je bila ta ozdravitev nenadna in popolna. In potem, če je to tudi dejansko popolna ozdravitev, da je to dolgotrajna ozdravitev, in potem, če je to plod oziroma sad, ta ozdravitev, nekega romanja, neke molitve k nekemu svetniku oziroma k Materi Božji. Se pravi, to je cel sklop enih kar cerkev gleda, enih dognanj in enih raziskav, ko res lahko potem cerkev razglasi, da je to ozdravljenje. Ta zadnji duhovni vidik se mi zdi pomemben, da gleda tudi to, da je bila neka vztrajna molitev ali neko romanje, ali neko bogoslužje, bom rekel, ali pa eno tisti verski motiv, da je prišlo do tega ozdravljenja. Jaz sem prepričana, da ste se v bistvu skozi svoje obdobje duhovništva že srečali oziroma pogovarjali z ljudmi, ki so v bistvu po molitvi ali kot ste rekli, po romanju doživeli eno posebno ozdravljenje, eno tako izkušnjo in so vam tudi to povedali, zaupali. Se motim ali? Ne, jaz sem že doživel, ko se je recimo po bolniškem aziljenju v bolnici stanje resnično izboljšalo. Se spomnim enega dojenčka, ki so me klicali v polnoči oziroma pol eni zjutraj, da umira in je res bil dobesedno umirajoč, ki je imel ta respiratorno stisko, čist pljuča so bila čist zalita z tem sekretom in je dejansko bil na tem, da umre. Ampak ko smo ga mi krstili, ko smo mi molili in jaz sem ga še potem bolniškom azilil, se je neverjetno stanje izboljšalo in je ta dojenček preživel. In ko se spomnim, ko sem prišel čez en teden tako vprašati na oddelek, kako je s tem, sem mislil, da mi rekli, da umrl, ampak so rekli, živel je, živi. Pa pravi, a res to pa nemogoče, pa pravi ona sestra, je pa duhovnik ste, pa ne verjamete v čudeže. Pravi, kako se čudeži tudi danes dogajajo. Sploh pa za ta notranje ozdravljenje, ko res človek spremeni tisti način, spremeni tudi mnenje ali doživljanje določenih ran iz otroštva, to se mi zdi zelo lepo. Seveda pa ta ozdravljenja in kakršnakoli že so lepa in mi jih povejo ljudje potem tudi. Tudi zdaj, ko sem na Ptujski gori, ko smo tukaj na Ptujski gori, koliko je tudi takšnih pričevanj, ki kažejo na to. Ravno zdaj so bili iz domov starelih, tukaj pa je tudi ena gospa prišla v svoji res pozni, visoki starosti, so jo pripeljali, sem je rekla, meni je Ptujsko-gorska Marija toliko uslišala prošenj in ozdravljen, da se ji moram tudi v starosti priti zahvaliti. Pa bi rekli, da danes ljudje težje zaupajo, verjamejo v čudeže? Pa, a veste, da ne vem. Mogoče je klima takšna, ki je majčkeno nasprotna tem čudežem, ker smo vse tako zreducirali na ta naš razum,
ne, da dejansko ni že težko človek verjame, da lahko kakšen čudež in kakšno ozdravljenje. Čeprav zdravniki pa rečejo, ne, samo čudež vas lahko reši, ne. In čudeži se dogajajo. Bi rekli, da so vse molitve, recimo, če bi zdaj jaz bila bolana in bi molila, a bi bila lahko 100% prepričana, da bi se v bistvu moja prošnja uresničila, da bi v bistvu ozdravila? To je zanimivo vprašanje. Tudi sam si ga velikokrat postavil, ko sem bil še mlajši duhovnik, ne, sploh ko sem bil bolenci, ne. To je bilo vedno, pa kako, ne, isto sem molil, ne, z isto entuziazmom, ne, z isto gorečnostjo, pa eden se mu izboljšalo zdravje, drug pa ne. Pa sem enkrat to, ko sem prav videl, ne, pa se ni išlo, pa pridem v kapelo, zakaj sem narobe, kaj sem tu narobe naredil, sem bil kaj manj svet, da se je to različno. In potem sem dobil res prav en tak notranji mir in eno gotovost. To ni tvoja stvar. In sem nekako s tem zaključil. Se pravi, Bog ve koga, Bog ve zakaj in na kakšen način. In to ni naša stvar. Naša stvar je, da molimo, da zaupamo maksimalno in da molimo za ozdravitev. Gospod pa ve koga in zakaj in kako. In vedno je ozdravljenje, saj jaz jih tako doživljam, ozdravljenje je vedno na ta način oziroma z nekim namenom, da človek se vrne ali poglobi vero, ali da se obrne v nekaj, da nekaj se prečisti in da tudi drugi verujejo. Ne? Kakšen čudež je tudi zato, da bi drugi verovali. Je. Zakaj pa verniki prav pogosto molijo ravno k Mariji pri prošnjici, ko prosijo za pomoč oziroma ozdravljenje? Ja, to je, se mi zdi, da je dosti tako logična stvar. Se pravi, Marija je tam, kjer je Jezus. Marija, verjamemo, da je z dušo in telesom vzeta v nebes. In tam je v tej božji slavi. In Marija nam je zelo blizu, ker je bila tako kot mi človek, ni bila tako kot Jezus človek in Bog, ne? In zato jo mi lahko kličemo in jo zato se lahko priporočamo, tista, ki je poveličena in je v božji slavi in je zdaj pri sinu in deluje na tak način, ne? Da nam pomaga. In zato se mi Mariji zelo zatekamo. Ne? Vse tudi k drugim svetnikom, ampak za Marijo pa točno vemo, da je z dušo in telesom vzeta v nebo, ker je bila brezmadežna in kot taka kraljuje. Ne? Včasih kdo reče, pa ni mi všeč, ko je Marija kraljica, ne? Kakšna kraljica, tam lepe obleke, krona in tako. Pa reče, ne, Marija kraljuje na materinski način, ker skrbi za nas vse svoje otroke in prosi in je naša srednica, tista, ki posreduje naše prošnje direkt pred Boga. Kaj bi pa sporočili vsem ljudem, mogoče našim poslušalcem, ki trenutno doživljajo eno tako bolečino ali stisko ali bolezen? Ja, zdaj smo po Binkošti. Ne? Binkošti so praznik, ko Sveti Duh začne delovati. Če je Jezus deloval navzven, Jezus je Bog, ki deluje navzven, se dotika, hodi, tako, je Sveti Duh tisti, ki deluje navznoter. In zato je tolažnik, ga imenujemo, in zato je blizu Bog vsem tistim, ki so v stiski, ki so v neki bolečini, ki so osamljeni in tako naprej. In zato se je potrebno takrat odpreti tej Božji in klicati, pridi Sveti Duh, Gospod, usmili se me, ne, v tem duhu in zaupna molitev. Tako kot sem že prej rekel, na nas je, da zaupno molimo, ne se biti mol tudi za čudež, ne, prosim te za ozdravljenje, ampak da je pa vedno tako, kot Ignacij Lojolski pravi, ti moraš moliti, goreče prositi za čudež, za milost, ampak pa rečeš, le Gospod, ne želim pa trmariti. Če pa ti veš, da je kaj boljš, pa sprejmem tudi to. Da je ta svoboda, da nismo mi navezani na neko prošnjo, zdaj pa moramo zdraviti.
lej, mi molimo za to, res prosim te, le goreče prosim za to, ampak pa vseeno rečem, lej, Gospod, ti veš, ti vse veš, ne? Lej, ti pa veš, kaj je najbolj samo. Lahko bi rekli upati in zaupati. Tako je. Sej v zaupanju je tudi upanje. V zaupanju je tudi, že če gledamo zaupati, ne, v zaupanju je Toni, najlepša hvala za to vso razlago. Jaz upam, da ste odnesli od današnje oddaje res veliko. Tako da, Toni, jaz mislim, da je prav, da jih tudi povabiva k raznim vprašanjem, ki se v bistvu dotikajo Marije, da naj vprašate, nam pišete, lahko tudi dostopite do Tonija, do nas in v bistvu odkrivamo skupaj Marijino življenje. tako. In kaj nam Marija sporoča, oziroma kaj nas Marija uči za svojo držo?